Letalski center Maribor se kot kaže še ni izkopal iz serije problemov. Čeprav je Agencija za civilno letalstvo vendarle odobrila uporabo opreme za zaščito pred točo ali izjemoma. Protitočno zaščito bo letalski center Maribor lahko izvajal le do konca septembra. Tako kot vsako leto, tudi letos, vendar malo pozneje. Zdaj, zakaj pozneje? Dejansko je prišlo do zapleta v zvezi z dokumentacijo letala. To nikoli ni bila težava, zdaj naenkrat pa je postala. In v bistvu namesto, da bi dobili nek rok, da zadevo razrešimo, nam je bila odvzeta licenca. Tako pač enostavno je bilo. Jaz verjamem, da gospodje na agenciji niso imeli druge možnosti, ko so pač vse papirje pregledali, ampak dejansko se je kasneje izkazalo, da neka možnost vseeno obstaja, pa pač sedaj čudežno to licenco imamo. Letalo je tudi tukaj, je leteče, dobili smo tudi, slučajno je danes potekel tudi neplovnostni certifikat, tako da to smo tudi dobili, se pravi tisto redno obnavljanje, tako kot pri avtomobilu, ko vsako leto registrirate avto, to smo imeli danes. Tako da letalo je pripravljeno, piloti že so pripravljeni 2 meseca, ekipe so poštevilčno že urejene, tako da čakamo samo še na točo in da dobimo z Ministrstva za kmetijstvo tudi uraden neki dokument, da lahko letimo, ampak predvidevam, da je morda to že danes celo prišlo, ker dopoldne ni bilo upravnika tukaj, da bi pregledal pošto, jaz pa tudi nisem bil tukaj. Tako da minister je včeraj na tistim prireditvi, ki smo imeli zvečer, kjer je bilo srečanje podjetnikov in županov in vlade, v bistvu je zagotovil, da mi lahko danes že letimo. Dobili smo dovoljenje za letenje do 30. septembra, kar je dovolj za izvedbo letošnje pogodbe. V tem času bomo mi pač našo dokumentacijo uredili, kot so temu rekli na agenciji, da nimamo urejene. Se pravi, pridobili bomo dovoljenje za opremo, ki jo uporabljamo v skladu z evropskimi standardi in pač potem bomo dobili to dovoljenje normalno podaljšano. Težave pri obrambi pred točo se vrstijo druga za drugo, zato bo treba najti sistemske rešitve. Žal, skladno z novim pravilnikom o vzletiščih, ki je bil tudi pred kratkim sprejet, ne moremo izvajati, ne. Tako da ali se bo tu našel nek kompromis, da bomo to lahko izvajali iz Cerkvenjaka, ali bomo pa morali poleteti na Ptuj in od tam izvajati točo, ne. Žal na Ptuju nimamo hangarja. V tem primeru, če bi ostali na Ptuju, bi moral pilot ostati letalo celo noč, ne moramo pustiti letala na nezavarovanem letališču. Tako da nekako imamo kar nekaj problemov, vse se je nekako skoncentriralo na letošnje leto. Tudi ta COVID, ki smo ga nekako v preteklem letu uspešno prebrodili, kljub temu, da so bile razmere dokaj neugodne za letenje, smo kar nekaj naleteli, ampak dejansko te težave z obratovalnim časom nas dušijo. Zdaj, kako se bodo razrešile? Mi imamo eno pogodbo iz leta 1974, ki nam zagotavlja neke pogoje sobivanja. Ne vem, če veste, takrat je letalski center svoje nepremičnine, torej te površine, na katerih je danes letno pristajalna steza, daroval občini Maribor, zato da se je to letališče lahko sploh zgradilo, ne. Torej, letališče je na naših nepremičninah, na bivših naših in sedaj ne moremo leteti, ne. In po tej pogodbi v bistvu imamo zagotovljeno pravico sobivanja na letališču, ki je tudi kvantificirana z točno določenimi kriteriji. In ti kriteriji so že zdavnaj kršeni do te mere, da bi mi lahko zahtevali izgradnjo novega letališča. Seveda je nesmiselno graditi novo letališče, poleg tako velikega, lepega letališča, ki je popolnoma prazno, zato smo mi v bistvu vse sile napeli v to, da bi našli neko sporazumno rešitev, da bi se to razrešilo. Žal v državi nismo našli pravega sogovornika, ne da ne bi država želela pomagati, ampak predvsem zato, ker takrat, ko so se nepremičnine oziroma letališče, ta infrastruktura leta 1998 prenesla z občine na državo, se zraven ni prenesla ta obveznost občine Maribor, da nam zagotavlja to sobivanje, ne. In sedaj
država trdi, da na papirju ni zapisano, da ima ona kakršnokoli obveznost do nas. Evo, tukaj se zaplete cela zadeva in vse, kar bi bilo potrebno narediti, pač nič se ne da. Ne. Zdaj, zanima me, kako bo se razpletlo to s to obrambo pred točo. Minister za kmetijstvo je včeraj na tem našem dogodku zvečer zagotovil, da bo letališče, če bo treba, tudi odprto za našo dejavnost. Glede, mi delamo to 40 let s skoraj popolnoma enako tehnologijo kot recimo v Kremsu. Krems ima enako letalo kot mi, enako opremo montirano na tem. Najbolj nas boli, da se širijo laži, da smo lagali o certifikatu. To ni res, kajti jaz imam uradno iz CIA Republike Srbije, da je žal dokumentacija v bombnem napadu zgorela v njihovi arhivi, kjer je bilo ministrstvo bombardirano in žal te opreme ni. Res pa je, da smo tudi v 90-ih letih poslali enake papirje na našo agencijo, ki so se pa čudežno zgubili. In tudi Evropa predvideva tako zvane dedne pravice iz neke zadeve, tudi ostali izvajalci v Evropi nimajo teh STC-ov, ki so jih od nas zahtevali in upam, da bo sedaj tudi na agenciji prevladal razum. Predsednik je verjetno že povedal, da smo mi pripravljeni to narediti. Mi imamo dokumentacijo, ki je vzorno narejena, izračunana je na tehnični fakulteti v Mariboru. Od spodaj so podpisani spoštovani profesori, ki jih večina več ni in ki so učili očete od teh, ki danes mislijo, da ta tehnologija ni dobra. In mi se bomo potrudili in naredili vse, da dobimo pravi papir za to, vendar v letalstvu žal vse traja, to tudi vsi vejo, da se ne da narediti čisto nič in pa da vse povezano tudi z nekimi stroški. Upam, da bomo še to prepreko naredili. Letos smo jih že ogromno izšolali pilote, tako kot so si zmislili na agenciji v novem postopku, naredili teoretična predavanja, dokupili opremo, vložili ogromno sredstev in upamo, da bomo danes, če ne vsaj jutri zjutraj, operativni. Tudi župana občine Dobrovnik skrbi, kako bo letos s protitočno zaščito. Od mladosti, ko sem gledal, ko je sosed streljal v oblake, v točonosne oblake, pozneje, seveda, ko sem bil zaposlen v ABC Pomurki in smo skupaj z kooperanti iskali rešitve in takrat z zavarovalnicami, kako obrambo proti toči organizirati uspešno. No in tretje, seveda kot župan dvojezične občine Dobrovnik vidim seveda, da se ne morem rešiti te problematike v smislu tega, da govorimo o odgovornosti, predvsem odgovornosti do naravnih nesreč in tukaj je treba resno poudariti, da občina Dobrovnik jasno izpostavlja, da bi država morala narediti nacionalno strategijo proti naravnim, torej obrambe proti naravnim nesrečam, ne samo obrambe proti toči in na tak način bi nam bilo mogoče potem lažje takrat, ko se zgodijo ta nesreče, seveda potem tudi reagirati. Je sicer nekaj zadev, katere seveda je treba pohvaliti, ko so nesreče, da pomaga civilna zaščita, da pomagajo gasilci, da takrat seveda vsi prostovoljci stopimo skupaj, ampak jaz mislim, da bi vseeno morali pristopiti k dolgoročni rešitvi, torej strategiji za sanacijo, pa še prej obrambo proti naravnim nesrečam, pa potem seveda sanaciji. Kar se pa tiče same obrambe proti toči, pa je enaka zgodba. Torej samo govoriti o tem, da obramba proti toči, se pravi z letalom, torej posipavanje ljudi, da to ni rešljivo, bom rekel, je na pol resnice. Mi bomo morali narediti kompletno strategijo rešitve obrambe proti toči, torej ali govorimo še nekdaj z raketami, torej potem z posipavanjem ljudi ali seveda obrambo z mrežami, zaščito z mrežami. Torej je več takih zadev, katere bi mogli združiti in potem videti pravzaprav, koliko je denarja, koliko je teh možnosti in potem biti pripravljeni seveda vsaj 5 let naprej. Danes se pogovarjati o obrambi proti toči in ne imeti nobene rešitve, kljub temu, da smo občine seveda po dolgotrajnem pogajanju pa tudi usklajevanju vseeno pristopile, podpisale te izjave, da zagotavljamo v proračunu sredstva in da še seveda ni
pogodba podpisana, za mene je seveda totalno neodgovorno, predvsem neodgovorno do tistih, ki nič ne morejo. To so pa državljanke, državljani oziroma občanke in občani in vsi tisti pridelovalci, ki pravzaprav so odvisni od tega, ali bomo imeli obrambo proti toči, ali bomo uspešni ali ne. Konec koncev nekateri od tega živijo. Pa tudi, seveda, če govorimo o zdravi hrani in če nam toča sklesti hrano, je potem del te zdrave domače hrane seveda potem tudi vprašljiva. Še nekaj bi rad poudaril, mi smo pred nekaj leti v Skupnosti občin Slovenije, ko smo imeli ta problematični sestanek oziroma problemsko se pogovarjali o tem, smo tudi opozorili, da je nepravilna oziroma pravilnika ni, koliko občine naj sofinancirajo, in je bilo rečeno, koliko imamo v proračunu. Naš predlog je, in tudi predlog občine je, to imam tudi sklep občinskega sveta, da mora biti 50% kriterij po številu prebivalcev in 50% po površini. Se pravi, na tak način dobimo neko približek poštene delitve sredstev, ki bi vsaka občina morala dati. Danes nekatera občina da 1000 evrov, druga občina pa 5000, to se tako ne dela. In zato prosim in predlagam, da vsi, ki smo odgovorni, seveda stopimo takoj skupaj in seveda začnemo resno biti pripravljeni obrambe proti toči oziroma proti vsem naravnim nesrečam. Že takrat sem prosil, takoj po podpisu pogodbe, da se vsaj 4 ministrstva, to je kmetijsko ministrstvo, ministrstvo za gospodarstvo, obrambo in pa zdravstvo, da skupaj z občinami, skupaj z vsemi tudi ostalimi, ki v tem seveda imajo, torej tudi celotno gospodarstvo države, saj toča ne gre samo po njivah, toča gre tudi po objektih, in seveda bi na tak način potem lažje bili pripravljeni in tudi lažje sanirali, pa mogoče tudi lažje zagotovili sredstva, ki so potrebna za sanacijo oziroma pardon, za samo obrambo proti toči. Pa še nekaj bi rad poudaril, mislim, da imamo, saj tako je rečeno, tudi letalsko, torej ministrstvo za obrambo ima letala in jaz mislim, da bi se dalo skupaj z vsemi letalskimi družbami oziroma letališči, ki jih imamo v Sloveniji, imamo kar nekaj, torej verjetno ne ustreznih letal, ampak vseeno toliko sredstev, pa toliko usposobljenih pilotov, da bi lahko seveda to malo bolj aktivno pristopili in bili pripravljeni potem. Nas verjetno ne bi glava bolela vedno, ko grejo temni oblaki in čakamo, kaj se bo zgodilo. Predsednik letalskega centra Maribor se ob tem boji, da bi, če se težave ne rešijo po 100 letih kot največji slovenski klub, morda morali kot prvi zapreti svoja vrata.